Eno lepo dobro jutro želim se in tako vas je lepo videti v prisotnosti Gospodovoj in v dome Božjem in naj Božji mir zavlada in nadvlada vse drugo v vsakom našem življenju. Tudi to nedelo vas želim pozdraviti v imeni našega odrešenika Jezuša Kristuša. To je najlepše, koliko napravimo, pozdravimo eden drugega v imeni odrešenika Jezuša Kristuša. On naj prevzeme nadzor vsakoga našega življenja, zavolo toga, ka on najboljše zna upravljati s človeškim življenjem, zavolo toga, ka ga je on ustvaril. Bog zna najboljše upravljati z mojim in tvojim življenjem. Znate, v čase industrializacije, da se začale pojavljati prve avtoje, se je tudi eden bogati človek kupil avto. Nico ga je, pa si ga je kupil in te se je odpeljal na eno pot in na toj poti njem je najnovk avto sumo stane. Jaz znam, koliko je to do te avto stane, pa več nešče vožgate. Te imaš problem in tudi tej človek je imel problem. Odprej haubo na avto je, gleda, ali nikaj ne vidi. In znate, da človek ima problem, te začajo okoli njega tu prihajati drugi ljudje, pa začajo imeti komentare, takše pa načiše in te komentare ne je bilo glih tako prijetno poslušati. In te človek, te lastnik toga avtoja je že bil v zadregi in več ne znal, kako se naj odziva na pripombe ljudi. Ali malo za tem, malo za tistim se je to mimo pripeljala ena limuzina, boljša verzija, novejša verzija tistega avtoja, štere se pokvaro in tista limuzina se to ustavi in vystopi z te limuzine eden uglajeni gospod, lepo oblečeni gospod in pride ide cuk tome avtoje, pa tome lastniki pa pita, ko je narobe. In te njim je lastnik pravil, pa pelo sem se lepo, umirno sem se pelo s tem avtojem in najnok me stane, zdaj pa več nešče vožgate. In tega je te gospod pital, mi dovolite, kak je poglednem, ko bi lahko bilo. In te resam, te človek, te gospod, ide cuk avtoje, pogledne notrok motore, nikaj je z rokov dregno, pa pravo, zdaj pa vužgite avto. In na presenečenje toga lastnika in pa vseh radovednežov je te avto časi vužgo. Lastnik toga avtoja se je zahvalil tome gospode in ga pitu ga je, kako to, ka on nikaj ne videl, vi ste pa časi popravili napako. In te gospod njim je tok nikak pravo, tok nikak njim je odgovoril. Ge sam Henry Ford, ge sam konstruktor toga avtoja, vse od začetka pa do toga, ka se vi leko pelate, sam ge te avto razvijal. Sam ga sestavil, sam ga napravil in jim je tako pravo, ge najbolje znam, ko je leko pri tom avtoju narobe in ge to znam tudi popraviti. In dragi moje, to je tudi z nami ljudmi, da je kaj narobe v naši življenji, mi želimo to sami popraviti, mi želimo to sami vredzeti in smo največkrat v našem prizadevanju tako neuspešni, kot je bil neuspešen tisti lastnik toga avtoja. Apoštol Pavel je to lepo zapisal v pisme Rimljanom, gdje tako pravi, Rimljanom 7:15 pa do 20, tako pravi Božja beseda. Saj ne razumem niti tega, kar delam. Ne delam tega, namreč tega, kar hočem, ampak počenjam to, kar sovražim. Znači, ne vem popraviti sam sebe.
Ne vem, ne ide mi to, da bi sam sebe popravil. Če pa počenjam to, česar nočem, priznavam, da je postava dobra. Potem takem ne počenjam tega več jaz, ampak greh, ki prebiva v mene. Dragi moji, to je glavni problem, šteroga je potrebno v življenje rešiti. Dole 18. veršoš, to pravi, vem namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega. Ali se zavedaš, dragi poslušalec, kad to Božja beseda goči tu mene, tu tebe? Ali pa mogoče vseeno sebe davaš nekam v ospredje. Jaz sem ne takše. Vem namreč, da v meni, hočem reči, v mojem mesu ni nič dobrega. Kaj ti dobro hoteti je sicer v moji moči, dobro delati pa ni. Dolgi, dragi moji, te notranji boj, ta notranja borba življenja vsakoga krščanika. Dejstvo, to je to dejstvo, štera nas, mene in tebe postavlja v en drugi položaj, v en podrejeni položaj, v odvisnost od pomoči nekakoga večjega, nekakoga višjega. Ne delam namreč dobrega, kar hočem, 19. veršoš, marveč delam zlo, ki ga nočem. Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v mene. Dragi poslušalec, to je te glavni krivec, kar nucamo poseg našega ustvarjalca, kar nucamo v svoje življenje, poseg toga konstruktora, kar on odstrane to, ko nam preprečuje delati prave stvari. In odgovor, ko pride iz te zagate, štero povedal tu opišuje, kako pride iz toga, odgovor najdemo v Jezušovi besedi, štera smo že 3 kedne gledali, 3 zadnje nedele smo gledali od toga, gdje smo šli naprej, 1 stopnjo naprej. Znate, Biblija, Božja beseda nam vsikdar znova razodeva nekaj več, nekaj novega, nekaj dodatnoga, nekaj ešte bolje poglobljenoga. In stanemo gore in preštejmo našo vrstico, vodilno vrstico v Janezi 5:24 veršoš, gdje Jezus tok pravi. Še enok obnovim za nas te besede. Resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi, kad si nam jo tunjal, kako naše vodilo na toj poti do večnosti. Prosim te, pomori nam jo razmete, sprejete v svoje življenje in vsakom dnevi, vsakoj situaciji živete po njej. Blagoslove vsakoga, štere posluša tvojo besedo. Blagoslove vsakoga, štere vrđe tvojo besedo, kad bi za istino prišli do toga prestopa v tvojo slavo. Amen. Amen. Leko zazemete svoje mesta. V prejšnji nedelji smo že videli, ko je to poslušnost Božje besede in ko ona prinaša človeke, poslušnost, ko nam ona prinaša. Videli smo tudi, kako pomembna je iskrena vera v živoga Boga. Iskrena vera v živoga Boga, ta pričvrščenost na njega. In prejšnjo nedelo smo ugotavljali, ko je tisto neka Bogšuga, ko je Bog pripravil za nas, ko ima Bog pripravljeno za nas, to je večno življenje, štero se dosegne tu na zemlji, ne enako samo kamo v večnosti, to se dosegne tu na zemlji. Zato, ko mi se odločamo, če bomo to večno življenje sprejeli ali pa ne, ne smo učili o sodbi, o tom, kako je človek leko pomiloščene.
In to je tisto naslednje, ko Jezus gli pravi v toj vrstici. Se spomnite, ko je vodilna vrstica za našo cerkev za to leto? Pismo Galačanom, 6. in pa 7. vrstica. To pravi, ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. To je ena beseda opozorila in pa tudi beseda spodbude. Ko se odločimo za tisto boljše, za tisto nekaj več, za tisto nekaj boljšega. In ta beseda je zelo, zelo tesno povezana z našo vodilno vrstico v Janeze 5:24. Namreč sami se odločamo glede toga, kako bomo sejali v naših življenjih, da to sejte v poslušnosti in vere Bogu, ali da pa to kakšen drugi način sejtve. In dnes smo pogledali še en pomemben, kako povem, produkt poslušnosti in vere v živoga Boga. Najprej to prinaša večno življenje, kot smo videli prejšnjo nedelo, in to je zagotovljeno vsakome, šteri je prišel k Gospodu iskreno, brez preračunljivosti. Iskreno, šteri je prišel Gospodu, vsakome je večno življenje zagotovljeno. Jezus je to izboril za vsakoga človeka, ali to je potrebno v vere in poslušnosti sprejeti. Si ti že sprijo, si ti že deležnik večnega življenja, toga Božjega obečanja? Ali pa mogoče ještě čakaš, mogoče ještě kalkuliraš, preračunavaš, gledaš, če se ti to splača. In gnejšnji vidik Božje besede te ne da mogo pustiti ravnodušnoga, zavolo toga, ka Božja beseda pravi, ka smo mi vsi na istom. Vsi. Apoštol Pavел to povzema v enom stavku v 3. poglavje pisma Rimljanom, gdje goči o položaju človeka in to pravi v 23. vrstice. Rimljanom 3:23. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Dragi moji, tu je izraženo to dejstvo, štero se vleče setom od Edenskega vrta do mojega in tvojega življenja. Do mojega in tvojega življenja. Zakaj? Zavolo toga, kad do zdaj niti eden človek, razen Jezusa Kristusa, ne uspel na tom področju izpolniti Božjega pričakovanja. Ne je uspel niti eden človek. Božja trditev, Božja ugotovitev je, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Niti eden ne izvzeti iz toga Božjega vsi. Nišče je iz toga ne izvzeti. Ali Bog, šteri je zelo, zelo usmiljene. Šteri nas neverjetno močno ljubi, on je pripravil tu izhod iz te situacije. On je pripravil izhod iz te situacije. Izhod, šteri se leko zgodi na podlagi Jezusove besede, tom v Janeze 5:24, gdje to pravi, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, to pomeni popolno sprejema Jezusovo ponudbo za spremembo človekovega položaja pred svetim Bogom. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Dragi moji, to je moj, to je tvoj položaj. Na tom svete, v tom svete. Ali tiste, šteri posluša Božjo besedo in vrže njeme, šteri je poslo, tiste ima eno novo priložnost od šterega oči
Pavel v pismi Rimljanom 3. tale 23. pa 24. veršo što guči od toga. 23. veršoš pravi, kad so vsi grešili in so brez Božje slave. 24. veršoš pa dava rešenje, pa dava odgovor na to. Upravičeni pa so zastojni. Aleluja! Upravičeni pa so zastojni po njegove milosti. Po Božoj milosti, prek odkupitve v Jezusu Kristusu. Dragi moji, to je ta druga realnost. To je ta druga stran od tistoga, da so vsi grešili. Na tej način je človek znova leko deležen Božje slave. Edino na tej način deležen tej Božje prisotnosti, deležen skupnosti z njim. Tej naš zastojn, to kako smo tu prešteli, upravičeni pa so zastojn, tej naš zastojn, dragi moji, pa je bil plačane z največjo cenov, z Jezušovim življenjem. Naš zastojn. To, kar si mi ne moremo to plačati, je plačano z največjom cenov, z Jezušovim življenjem. On je pot od biti brez Božje slave, ko je posledica napačne odločitve, neposlušnosti Bogu, neverovanja njegovoj besedi. On je pot nazaj v Božjo prisotnost in v Božjo slavo. Aleluja. Ja, to je ta vesela novica. Jezus je pot, on je edina pot. In jasno je to pravo Jezus Tomaže v Janeza 14:6. To štejmo. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Nišče. Ne jaz, ne ti. Nišče. Tu je ta beseda, no jasno guči, kad smo vsi pod obsodbov za volo greha v naše življenje in nucamo, ko nucamo, to Božjo pomilostitev. Nucaš ti to? Vsake med nami to nuca. Enaj predsednik države se je odločil, kada je obisko državni zatvor, gdje so bili obsojenci noter za različne prekrške. Za različne prekrške se je tom odvijala njova kazen. Ob strogom varovanju, znate, predsednika države se dobro varuje. Videli smo za nedavno, ka se hitro leko kaj nenavadnoga zgodi, pa to ne samo v Ameriki, to je pri nas. Se hitro leko kaj zgodi. In ob strogom varovanju je enoga dneva tej predsednik stopil pred obsojence in se z njime poučaval, pito jih, kak njim ide v zatvore, kak se imajo tom, če je vse vrede, in na koncu pa je enoga in pa drugoga pito, zakaj so one zaprete, zakaj so one tom v zatvore. Znate, tako po vrste, so vsi začali gučati, kako so po nedužnom, po krivičnom obsojene, kad se jim to zgodilo, ne so oni krive. Edino eden kristjan, štiri je povzročil prometno nesrečo, štiri so stradali, ljudje, je pravo nekako to gospod predsednik, jaz sem v svojem življenju napravil napako. Za vološtere so nastradali nedužni ljudje. Kriv sem in za toga sem tu v zatvore. In tisti predsednik je te ob koncu imel tu slavnostni govor, je imel govor na koncu prelej, kako je odišel, in te je pozval tistega krščanika na oder, k sebi ga je pozval. Pozval ga je se in predvsem je pravo, ka vrže v svoje sodstvo, njih zavipa in je prepričane, ka so v vseh primerih pravilno razsodili. Obrnil se je proti tistome kristjane in jim je pravo tak nikak.
od dnes naprej ste pomiloščeni. In leko idete domov, ne za voljo toga, ka bi ne bili krivi, pač pa za voljo toga, ka ste svojo krivdo priznali. Povje v zapisu v Rimljanom 6, 23 veršoš, Rimljanom 6, 23 je tok zapisu povjel. Plačilo za greh je namreč smrt. Dragi moji, to se zasluži vsaki, štere ostane v takšnom stanje. Vsake se zasluži to Božjo kazen. Plačilo za greh je smrt. Prelej smo že videli, koliko je možno priti iz toga in tu povjel to ponavlja. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje. Na kakšen način? V Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Haleluja! Dragi moji, poslušnost in vera pa sta osnovnega pogoja, kaj je človek leko v Kristusu Jezuše. To sta osnovnega pogoja, kaj je leko od njega, od Boga človek pomiloščene. Za voljo toga apostol Pavел začenja tu 8. poglavje pisma Rimljanom z eno pomembno ugotovitvijo, ko se tiče tistih, štere so v Kristusu Jezuše. Rimljanom 8.1, to je zapisano. Zdaj torej ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Aleluja. Dragi moji, to je to isto, ko Jezus pravi v našoj osnovnoj vrstici Janeze 5.24. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo. Ima večno življenje in ne pride v obsodbo. To je to Božje zagotovilo. Nega obsodbe ne obstaja več argument za voljo šteroga bi bili deležne obsodbe. Za voljo toga Jezus je poplačal naše dolgove. Jezus je to poplačal. Jezus je poplačal naše dolgove in nas razglasil za nedolžne. Ali se zavedaš, ko nam je on spravil? Ko je on tebe spravil osebno? Njemi vrđeš? Njemi leko 100% vrđeš. Njemi leko 100% zavipaš. In dragi moji, za voljo toga je tako važno biti v Kristusu Jezuše, biti njeme poslušen, verovati njegovim besedam, priznati in se pokesati svojih napak. Imeti urejeni odnos, urejene prijateljski odnos z njim. Za voljo toga, ka Božja beseda nas opozarja v 2. pismu Korinčanom, v 5. tale 10. veršoš, nas opozarja, ka se bomo vsi morali pojaviti pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo. To pomeni, ali sem bil poslušen Božje besede, ali sem verjel v Boga. In ob koncu nas se želim ohrabriti z besedami apoštola Jakoba, štere tok pravi v Jakobovem pismu 5, 7 do 9. To pravi Božja beseda za mene in tudi za vse nas. Zato, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi. Ja, ta Božja beseda mene in tebe pravi, potrpite tudi vi. In še dole ide, utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Haleluja. Gospodov prihod je blizu.
Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati. Glejte, sodnik stoji pred vrati. In mogoče se tudi vi zgražate nad tem, ko se je dogajalo na otvoritvi olimpijade, olimpijskih iger, nad tem, ko se je to dogajalo, ko vse je bilo uprizorjeno. Ali, znate, Bog se ne pesti zasmehovati. Bog se ne pesti zasmehovati. Človek si lahko marsikaj dovoli, ali jako pravi, sodnik stoji pred vrati. In znate, ko? Ještě ena stvar je, vrata se lahko vsaki čas odprejo. Za mene, za tebe in za vsakoga človeka. In ti sodnik mogo opraviti svoje delo, kako smo tu prešteli, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali hudo. Vrata se lahko vsaki trenutek odprejo. In glede Jezuša, dragi moji, mi lahko včinimo dvoje. Lahko včinimo dve stvari, ali eno ali drugo. Kot prvo, glede Jezuša, lahko ga pljuvate, lahko ga zaničujete, lahko se njime posmehujete, lahko ga odbijete, odženete kroj od sebe, ali dejstvo se ne spremeni, ka sodnik stoji pred vrati. In oče je svojemu sinu dal sodbo v roke. Dejstvo se ne spremeni, lahko vse te stvari delate, Jezuše, ali sodnik stoji pred vrati. To je ena stvar, štero lahko človek napravi. Druga stvar, druga opcija pa je, kad spadnete pred njega. Pred njegove noge ga prosite usmiljenja, ga prosite odpuščanja, se ponizite pred njim za voljo toga, kad je isti sodnik, šter je pravičen, stoji pred vrati. In glede na odločitev človeka, kako se človek odloči glede njega, da on razsodo. Da on razsodo. Vsi se bomo morali pojaviti pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo. To pravi Pavel v drugem pismu Korinčanom 5:10. In končujem z Jezušovimi besedami, šterimi nam dava svobodo izbire in na tako dava nam najboljši predlog. Najboljši predlog nam on dava. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Aleluja. In ne pride v obsodbo. Aleluja. Smo veseli toga, smo radosni za to. In temveč je prestopil iz smrti v življenje. Amen. Naj vas Gospod vode in blagoslove. Naj nas vse vode in blagoslove na toj poti potovanja do večnega življenja. Moj Oče nebeški, hvala je tebe za tvojo drago sveto reč. Štera je tako čudovita, štera nam prinaša takšno čudovito sporočilo in pomore mene, pomore vsem nam, da se vsikdar pravilno odločimo. Gospod, dragi, blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo besedo in daj odgovor vsakome na njegovo pitanje, štere se sooča tudi v tom jutre. Gospod, dragi, hvala je tebe, kad ti želiš človeku samo najboljše in pomore nam, kad to izkoristimo. In v tom jutri te pitam, mogoče si še ne prestopil iz smrti življenja in želiš
to v tom jutri včiniti. Želiš se popolnoma podrediti, Gospode. Mogoče imaš problem, mogoče imaš težavo v svojem življenju in želiš to predati, Gospode. Lahko mi daš znak in mu se molili za to. Gospod vidi tvojo situacijo. Amen, 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 haleluja. Gospod, ti si dober, amen, haleluja, 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 amen, amen. Gospod vidi in zna. Moj Oče nebeški, hvala je tebe, ko za istino lahko pred tebe pristopamo v vsem, ko se dogaja v našem življenju. In hvala je tebe za vsakoga, štere v zavipanje tebi, kad je pri tebi najboljša pomoč. Gospod dragi, kaj je izrazil to željo, ko se ga ti dotekneš. Gospod dragi, posegni v vsako to situacijo. Ti najbolje znaš, ti najbolje vidiš to pitanje v notranjosti vsakoga življenja. In daj ti odgovor, Gospod svete. In znova se spominamo vsej tistih, štere trpijo. Naše sestre Slavice. Gospod dragi, ti jo drži v svoje roke, svoje mogočne roke. In ti po tvojoj milosti posegne v njeno situacijo. Razreši ti to, Gospod dragi, to, kako je tvoja vola. In te prosimo tudi za vse ostale, za naše sestre po operaciji, aj brata, Gospod dragi, te prosimo za vse te, štere so nam zavipale osebno ali pa kako cerkve zavipale, da se naj molimo za njih, Gospod dragi. Daj ti odgovor na vsa ta pitanja in Gospod dragi, naj bo skozi vse to proslavljeno tvoje sveto ime, zato kad ti si veliki Bog, ti si stvarnik človeka, ti znaš najboljše popraviti vsako situacijo v življenju človeka. Gospod dragi, hvala je tebe. Hvala je tebe, kad boš z nami tu naprej, kad nam davaš to sigurnost, kad nam tvoje obećanje, kad si ti z nami do vse do konca sveta, kad nam dava eno novo vipanje, kad zatem, ko se nam tu dogaja, pride neka boljšega. In hvala je tebe, kad to imaš ti pripravljeno za vsakoga, štere v poslušnosti in v vere prihaja pred tebe. Daj nam moči za to in pomore nam, kad se vsikdar odločimo biti na tvojoj strani, to, kako ti siš, tudi na našoj strani. Amen. Amen. Amen.